Predvsem smo rekli, da bomo na enem mestu, eno je ta zelenjavni vrt in sadovnjak, drugo so pa akcije, ki so bili zdaj recimo svetovni dan, da očistimo Slovenijo in smo združili pač to, ker so bila tudi predavanja, kako ozavestiti ljudi, da bojo čim boljše ravnali z embalažo in pa potem tudi z ločevanjem odpadkov. Seveda druga zadeva je ta, da bomo danes kolesarili tako kot vsako leto, dan brez avtomobila in lahko povem, da imamo tudi letos organiziran prevoz med Radovljico in Lescami, seveda brezplačen, zato da skušamo čim več ljudi prepričati, da uporabljajo javni prevoz. Seveda tretja zadeva je pa vezana na ta biodinamični vrt, ki ima blagovno znamko Demeter in ljudi prepričati. Jaz sem danes navdušen, da je toliko ljudi prišlo in si bojo ogledali, kaj so pridelali in pa tudi poskusili, ker srednja turistična šola iz Radovljice je pa pripravila pravzaprav neke jedi prav iz tega vrta. In sem pripričan, da bodo ljudje uživali in pa potem povzeli to in skušali pridelati najbolj zdravo hrano sami. Ob tej priliki ne povem, da je v Radovljici in Lescah in okolici preko 100 vrtičkarjev in da nam je že to uspelo prepričati ljudi, da se jih čim več ukvarja in pridela tisto in točno ve, kaj pridela, da lahko zdravo poje. No, letos mineva že 7. leto, odkar so tu začela obredovati semena, ki dajo različne darove na tem vrtu. Ja, eno lahko povem še, da smo v letošnjem letu odprli tudi semenjalnico, torej bomo semena prodajali in menjavali. Predvsem bi pa zelo radi, da bom rekel, bo prišlo do starih avtohtonih sort in pa da bojo pridelane na ekološki način. No, kot pa že omenjeno, pa v sklopu tedna mobilnosti, Evropskega tedna mobilnosti, tudi kolesarski izlet, ki ga organizirate po ulicah Radovljice tja do Lest. Ja, letos je bil tudi namen, ker smo v letošnjem letu, predvsem govorim povezave Radovljica, Lesce, Begunje, kar veliko število ukrepov uvedli, da zaščitimo najbolj ranljive, to so pešci in kolesarji. In zato smo se odločili, da bo ta kolesarski izlet približno 14 km potekal na tej relaciji, kot sem omenil, in da bomo skupaj v živo res te ukrepe spoznali, nekateri v prvič, nekateri pa jih že zelo dobro poznajo, kajti vse kolesarje smo spravili na cestišče iz pločnikov in cestišča so zdaj tudi ožja in posledično ubijajo hitrost, kajti psihologija je taka, če je ožji prostor, se tudi vozniki avtomobilov obnašajo drugače. In iz izkušenj vam lahko povem iz cele poletne sezone, da so te hitrosti skozi Radovljico in v Lescah manjše tudi za 20 km.